Pozdravljeni. Pred nami je zopet tedenski komentar novic in poglejmo vsi skupaj, kaj se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Prišli smo do 16. dela te tedenske rubrike in seveda kot ponavadi 4 različni sklopi novic, kjer se bomo pogovarjali o tistih dogodkih, ki so po mojem osebnem mnenju dobili malce premalo pozornosti ali so zopet po mojem zanimivi, kogar zanimajo originali teh citiranih člankov, dobi bližnjici seveda kot ponavadi v opisu, a da ne bomo predolgi, se lotimo kar prve teme. Prva današnja tema se bo seveda dotaknila raznih novic, ki smo jih lahko brali v nešteto virih. A izpostavil bom le enega. Tisto kolumno Marija Doninija, ki smo jo lahko prebrali 19. aprila na italijanski spletni strani revije Autosprint. Donini je začel kot mnogi navdušenci s teorijo, da Lewisu Hamiltonu je vse dovoljeno, da njegova vzvratna vožnja je bila nevarna in da ukolikor bi bil na tistem mestu nekdo drug, bi bil zagotovo kaznovan. Seveda, brez kake osnove oziroma brez neke argumentacije, kje je bil določen člen pravilnika kršen. Seveda, gremo po tisti poti najmanjšega odpora, da je bilo nevarno, in da je malo manjkalo, da ne bi prišlo do trka med Hamiltonom ter Sebastianom Vettelom. In seveda, vsakdo izmed nas ima lahko svoje lastno mnenje, tako je tudi prav. A nekdo, ki piše za nek časopis z avtoriteto, kot je Autosprint, se po mojem osebnem mnenju mora držati nekih pravil. In seveda, tu sem sam dobil občutek, da gre malce za podpihovanje sovražnosti, kot za podajanje nekih objektivnih mnenj. Namreč nisem zapazil, da bi Sebastian Vettel sam nekje izjavil, da je bil manever nevaren in da je malo manjkalo, da ni priletel Lewisu Hamiltonu v zadek. Ukolikor bi Sebastian Vettel to opazil, javil, se potožil, bi dal Doniniju prav. A ukolikor Donini sam doma iz lastnega kavča daja neke sodbe, ki so v nasprotju s tistim, kar pravijo sami vozniki, komisarji ter vodstvo dirke, ne morem drugega, kot da se malce zgražam. Namreč dan pred tem je Leo Turini, prav tako avtoriteta, kar se tiče italijanskih virov, v svojem osebnem blogu 18. april, da smo si na jasnem, napisal, da Lewis Hamilton je imel srečo, da je prišel drugi do cilja, a jo je znal tudi izkoristiti. Nikjer ni niti omenil, da njegov vzvratni manever bi bil nevaren. In Leo Turini, kot je znano, je na strani Ferrarija odkrito, a trudi se biti objektiven. Nekaj, kar Mario Donini v tem primeru ni bil. Vsaj tako je moje mnenje. Druga zadeva, ki mi je rahlo razburila v preteklih dneh, je pa tista vezana na opravičilo Georgea Russella. Seveda, sedaj bomo govorili o raznih člankih in sedaj našteti so bili vsi objavljeni 19. aprila. Namreč Russell se je opravičil za svoje ravnanje, za svoje obnašanje do Valtterija Bottasa takoj po trku. O tem smo lahko brali naprimer na uradni strani Formule 1, kot na spletni strani motosport.com, samo da imamo 2 primera. A kaj je takega napačnega storil George Russell, da se je moral opravičiti? Namreč mnogi izmed nas verjamem, da bi reagirali še huje kot George Russell.
In seveda, marsikdo bo sedaj rekel, saj je George Russell tisti, ki je nekako sprožil trg z Valtterijem Bottasom. A prav tako 19. aprila smo lahko na spletni strani Race Fans prebrali izjavo Rossa Browna, kjer je dobesedno povedal, da Russell v tisti situaciji ni imel kam iti. Seveda tudi komisarji so določili, da je šlo za dirkaško nesrečo brez velikih odgovornosti, a sami se moramo vprašati, kaj lahko pričakujemo od voznikov, ki morajo paziti na to, kako bi lahko koga užalili v trenutku, ko se zgodi kaj takega. Ukolikor je George Russell v tistem trenutku mislil, da je njegovo ravnanje in obnašanje pravilno, kdo smo mi, da bi sodili? Je težava morda v tem, ker je prišel do Bottasa in mu nekaj povedal? Seveda tudi Bottas mu je nekaj pokazal in vsi smo videli, a zaradi tega se ni opravičeval. Podobna zgodba z Danielom Ricciardom. Namreč dobro se spomnite, tudi tu sem omenjal, da 8. aprila je nekako simpatično imenoval nekatere urednike, ki stalno ponavljajo tiste hude nesreče in s prstom je pokazal na plamene, ki so ovijali Romana Grosjeana. No, 15. aprila se je na spletni strani Motorsport opravičil za izbor besed. A to še ne pomeni, da o tistih posameznikih od sedaj naprej misli kako drugače. Le javno tiste besede ne bo uporabljal. Torej, politična korektnost v teh primerih je po mojem osebnem mnenju šla preko tiste meje zdravega razuma. In za to izjavo stojim. Danes, 21. aprila, sem na spletni strani Scuderia Fans zasledil zanimiv članek. Namreč Mattia Binotto je priznal, da od januarja 2021 je fokus Scuderie Ferrari v bolidu naslednje sezone. In mnogi bi rekli, pa saj je še kompletna sezona 2021 pred nami, ste že končali z razvojem. Prvič razumeti moramo, da bolid sedanje sezone je nastal prejšnjo sezono in da verjetno tudi večino posodobitev so že pripravili. Letos, ukolikor bi naredili kaj novega, bi bili to samo popravki starega projekta. In seveda zopet v tistih mejah dovoljenega, kajti letos ni dovoljeno narediti ne vem kakih sprememb. Torej, ne samo pri Ferrariju, tudi verjetno pri vseh ostalih ekipah so fokus že premaknili na naslednjo sezono. In tu bi lahko s prstom pokazali na ekipo Haas, kjer na bolidu sezone 2021 v resnici niso dosti delali. A vseeno, novica, ki jo preberemo na spletni strani in je lahko razumemo na tak ali drugačen način, zato moramo biti pozorni, kaj nam sploh določeni viri prodajajo. A ni še konec z različnimi interpretacijami. Za konec pa še novica, ki se dotika malce tehnične sfere oziroma razmerja moči v Formuli 1. 17. aprila sem na spletni strani f1analizitechnica.com dobil izjemno dobro analizo. Seveda, razumeli ste, gre za stran, ki se ukvarja s tehnično analizo. In tu lahko zasledimo članek, kjer je avtor razdelal razmerje moči vsaj na kvalifikacijah. V tekstu je opisal, kako je Mercedes še malce pred Red Bullom, v čistem nasprotju vsem tistim, kar pravijo mnogi drugi avtorji. In pokazal je tudi določene tabele, ki so po mojem osebnem mnenju izjemno zanimive. Namreč primerjal je tisti popoln krog, kjer je dal skupaj vse najboljše sektorje posameznega voznika s tistim, kar so v resnici dosegli na kvalifikacijah.
In tu se je zgodilo nekaj zanimivega. Namreč avtor trdi, da Max Verstappen je dosegel tisti drugi najboljši čas v nekem popolnem svetu in ne prvega, kot kaže njegov najboljši krog po posameznem sektorju. Seveda, Lewis Hamilton naj bi bil po njegovem mnenju še zmeraj malce spredaj. In tu je zanimivo, da sam sem izbral druge številke, a prišel do podobnih zaključkov. Namreč, čeprav mnogi trdijo, da je Red Bull bistveno pred Mercedesom in da se Mercedes mora presneto truditi za določene rezultate, smo videli, da če je to težava Mercedesov, jim gre po mojem osebnem mnenju precej dobro. Namreč od ekipe, ki je v krizi, sam osebno pričakujem bistveno slabše rezultate. In če Lewis Hamilton vodi med vozniki, a čeprav samo za eno točko, po mojem osebnem mnenju, to ni znak za krizo. Seveda, strinjam se, da je razlika med Mercedesom in Red Bullom se bistveno zmanjšala, a to še ne pomeni, da je Red Bull bistveno pred Mercedesom. A vseeno v naslednjih dirkah bomo videli, kako se bodo stvari obrnile. A dobro je tudi to, da avtorji imajo različne poglede na Formulo 1, da nimamo tistega konstantnega prepisovanja, kjer se pravzaprav ne ve, kaj je hotel avtor v originalu navesti. A za enkrat, za danes je to vse. Hvala, ker ste bili tu z mano in se vidimo naslednji teden.